pozdravljeni, a že kaj švicate? Evo, poletje se je pričelo čez noč. Jaz pa sem se danes vdala v tale mističen setting, zato ker bo junij mističen. Juniju bi najlažje rekli energija svečenice, svečenika. Kaj tisto nekaj več? Kaj tisto, kar je najbolj pristno vaše? In kaj je tisto, kar se je pravzaprav od vas po vsej verjetnosti pričakovalo, da zatrete? Se pravi, dragi moji, kdo ste vi, ko se ugasnejo luči tujih pričakovanj, razočaranj, preteklosti, vsega tega, kar pravzaprav niste več vi? Letošnje leto vemo, da je čas novih začetkov, vemo, da je čas preboja, vemo, da je čas korakanja naprej. Mnogim se zato rušijo stvari, veliko izzivov je v odnosih, mi potarnate, da je vsega preveč, da se je svetu zmešal. Ja, res je. Se strinjam, svet drvi v zanimivi smeri, ampak svet smo mi, dragi moji. In preden pozabim, jaz se tako veselim 6.6. pridejo kot darilo vam nove virtualne numerološke karte na svet boginje, se pravi odgovor, ki ga potrebujete v temu trenutku. Ene virtualne karte na moji spletni strani že obstajajo, namenjene so ljubezenskim vprašanjem, zelo radi jih uporabljate. Torej, dragi moji, seveda darilo brezplačno za vas. Čudovite nove virtualne karte prihajajo 6.6. In pa 6.6. bom tudi na Planet TV-ju v novi oddaji Vitalno 18:25 bo na sporedu. Kdaj boste vi na sporedu, dragi moji? Kdaj bo na sporedu tisto, česar ste si želeli kot otrok? Tisto, kar pravzaprav vas gradi. Kajti glasnik meseca junija bodo čustva, vaše srce. Se pravi, tisti del, katerega običajno zatiramo. Velikokrat rečemo, oziroma ali pa slišimo, jaz sem realist. Bodite realist in bodite realno vi. Jaz mislim, da druge poti več ni. V svetu, ki izgublja kompas. V svetu, kjer, brez zamere, dragi moji, ampak na Facebooku je vsak drug post napisan za AI-jem. Napisan s ChatGPT-jem. To ni to, ampak je to, ko se prav sliši, da je ChatGPT. Ne dajajte svojega glasu drugim. Ne postajajte AI kopija. Jaz se to rada pošalim. No, velikokrat rečem, tole ni AI, tole je Lili. Od mene ne boste doživeli z AI napisano napoved. Z AI napisan članek. Ne. In če že govorimo o člankih, napoved za junij je drugačna, tista, ki je članek na moji spletni strani, linked bo spodaj. Junij je tisti, ki bo pravzaprav iz nas ven zbezal našo pristno bit. Iz nas bo ven želel izbezati vse to, kar smo, vse to, kar ljubimo, vse to, česar se učimo. Življenje je učenje in ne glede na to, koliko smo stari, še vedno se učimo. Meni vedno pogreje srce, ko so na mojih delavnicah, na mojih seminarjih, na mojih predavanjih, dogodkih, dame in gospodje, ki so tudi preko 90 let. Jaz mislim, da čisto prva delavnica v Mariboru, davnega leta 2000, pa še čisto malo, se je pisalo. Je bila gospa 97 let stara in je ful dogajala in je ful knjige brala in je bilo vsem nam navdih. Kaj je vam navdih? In dragi moji, ali se sploh zavedate, komu vse ste vi navdih? Komu vse ste vi tista oseba, katera si nekdo drug želi biti? Nekdo drug upa, da se bo približal temu, kar ste vi. Vsi smo kdaj nezadovoljni s svojim življenjem, to je popolnoma normalno, naravno in potrebno. Potrebno zato, da svoje življenje tudi spremenimo. Pravi, potrebno zato, da rečemo, ok, to sem jaz in to nisem. To nisem več jaz. Se pravi, če se vrnemo k vprašanju, ki nas bo sledilo celotno letošnje poletje. Kdo ste vi, ko se ugasnejo luči drugih, preteklosti, vas samih? Kdo ste vi, ko se ugasnejo luči vsega? In ostanete samo vi. Za junij sem rekla, da bo odmaknil zapah v naše največje globine. Tam ni tema, ne se bati pogledati v sebe. Tam ne leži tema, tam leži luč, tam ležite vi. Tam ležijo tisti deli vas, ki so bili odrinjeni, pozabljeni, zanemarjeni.
Junij na nas vpliva z energijo števila 6 in seštevkom 7. Ali znate sami sebe spoštovati? Ali sami sebe cenite? Ali sami sebe sploh poznate? In dragi moji, numerologija je res fenomenalno orodje za to. Ko bi vi vedeli, koliko jaz od vas na svetovanju slišim, to je res ful res. Jaz bom res začela še enkrat snemati utrinke z vami. Tako mi to napolni srce. Sam je res ful res. Ni bistvo to, ali je res ali ne. Ni bistvo to, ali ima numerologija prav ali ne. Bistvo ste vi. In bistvo je tisto, ki si bo junija želelo priti na plan. Bistvo vas. Bistvo vsega tega, kar je vaše znanje, ki se spreminja v modrost. Znanje so podatki. Napiflamo se lahko vsi. Ampak globino pa resnično začutijo le redki. Naj gre za matematiko, ko se lahko nadudlamo in upamo, da bomo pravilno razvozljali tisti račun, ki ga bomo dobili na testu, da bomo točno vedeli, katero formulo uporabiti. Ni nujno, da bomo uživali v tem, ni nujno, da bomo začutili globino številk. Podobno jezik. Saj znamo povedati, jaz bi rad kos kruha. Lahko pa to povemo na izjemno poetičen način, na izjemno slikovit, barvit način. In junij bo slikovit, bo barvit, dragi moji, čustva bodo bezljala. Ampak čustva nam bodo želela pokazati resnico, pred katero si zatiskamo oči, ker je tisti, ki nas bodri, ki nas vodi, velikokrat tudi ego. In ker je na prvem mestu običajno ravno naš razum. Meje. Kaj se spodobi? Kaj bodo drugi rekli? Kaj so nam drugi rekli? Se pravi, kdo ste vi, ko se ugasnejo luči vaših staršev? In vsega tega, kar naj bi bili, vsega tega, kar ste vi od sebe pričakovali, pa morda niste dosegli. Kdo ste vi, ko se ugasnejo luči pritiskov okolice? In tukaj ciljam konkretno na meje. Celotno letošnje leto, zato ker je končnica 6, bo leto, v katerem bodo naše meje kršene. Bodo ljudje tako ali drugače pritiskali na naše gumbe. Življenje, dogodki. No, ko govorimo o dogodkih, na žalost, numerologija za lastno porabo v mesecu maju, ki je bil zame kar naporen, je bila prestavljena zaradi zdravstvenih težav. Ampak spletni seminar 12.6. bo pa online, kar pomeni, nič nas ne bo ustavilo. Tema je meje. Zakaj ne delujejo? Ko naredite vse prav, pa gre lahko vse še vedno narobe. Kaj je tisti catch? Kje catch leži v vas? Kje catch leži v drugih osebah? Kje catch leži v situaciji? Kje catch morda leži celo v obdobju? Torej 12.6. spletni seminar meje, zakaj ne delujejo. 7.7. bo pa spletni seminar na temo poslanstva. Ampak da ne prehitevamo, bomo samo čisto hitro omenili, da na voljo imate tudi hitri 30-minutni posvet glede poletja. Ja, nekateri me že sprašujete, če bodo vaši otroci naredili popravce. Tudi to vprašanje je zelo popularno. Naj pa bo vprašanje, kdo ste vi, ko se ugasnejo luči? Resnično rdeča nit celotnega junija. Celotnega poletja, vas, vseh nas. Junij nas bo spraševal, kdo smo. Junij nam prinaša duhovno učenje. Junij nam prinaša absolutno možnost prepoznavanja sebe, svojega poslanstva, ki pa ga bo potem julij od nas zahteval. Julij bo rekel, ok, iz besed, iz teorije v prakso. Avgust je tisti, ki bo rekel, ali znamo sprejemati, ali sploh smo odprti temu, da sprejemamo. Smo odprti sočutju, smo odprti temu, da smo postavljeni pod žaromete. Torej, letošnje leto prinaša resnično intenzivne energije, ki želijo nas podpreti, da stopimo v energijo sebe. Se pravi, zoom na sebe. Zoom na se. 30 minut numerologije, kratko svetovanje, jaz vam povem, da vam lahko pomaga zoomirati na tisto, kar je resnično pomembno v tem trenutku. In verjetno vam zdaj le to leže že za 6, ampak junij kot 6. mesec vedno simbolizira ljubezen do sebe. Materinsko zdravo ljubezen do sebe, se pravi, bistvo ste vi, odgovori ležijo v vas.
Dragi moji, ko delamo coaching, izboljšajte odnos do sebe. Jaz velikokrat, ko se mi javite čez teden, dva, sem v solzah, ker so taki rezultati, taki odzivi, take spremembe, ki jih povzročite sami. Jaz sem lahko tista lučka, ki malo usmeri. Jaz sem lahko Google Maps. Kaj če bi bila jaz? Kaj če bi rekli, da je numerologija? Jaz v odnosih rečem, da je dostikrat Google Translate, je tudi Google Maps. Kje na poti sebe smo se malo zgubili? Na katere stezice smo zavili, kjer nas pravzaprav lahko čaka nekaj zelo dragocenega. In kako to prepoznati? Kako prepoznati tisto resnično dragocenost, ki leži v nas? In zakaj so nekateri izzivi pred nami? Kaj nam nosijo ti izzivi? Česa se učimo? Lejte, ko smo hodili v šolo, nam je šla tudi mogoče lahko matematika, geografija, kemija, karkoli že na živce. Tisto, česar nismo dobro znali, tisto pa čimer nismo bili dobri, to običajno nekako ni zbujalo hude radosti in zadovoljstva in veselja v nas. Je res? Ampak v življenju se to ne konča. Izzivi se nadaljujejo. Na področju odnosov, na področju odnosa samih do sebe. Ko mi resnično poštimamo odnos sami s seboj, se poštimajo vsi ostali odnosi. Tudi z našimi starši, tudi z našimi otroci, tudi z našimi partnerji, tudi z marsikom. Ampak pričeti je absolutno potrebno pri sebi. Danes smo odrasla oseba in jaz mislim, da je dovolj močni, da se odločimo, kaj mi menimo in da prepoznamo, da naši starši so nam morda želeli najbolje na svetu, ampak da mi nismo naši starši. 2026 kot celotno leto namreč absolutno predvsem junija postavlja v ospredje ravno to trganje vezi z našimi starši, z našo preteklostjo, z vsem tem, kar naj bi ljubezen bila. In veste, pravimo, da se rodimo kot nepopisan list. Potem pa raziskujemo pretekla življenja, rečemo, 3 življenja nazaj se mi je pa to zgodilo, zato zdaj tako reagiram. Potem raziskujemo generacijsko travmo, potem raziskujemo, kaj vse so nam naredili naši starši, kaj so nam rekli, kje nas niso podpirali, kje niso verjeli v nas, kaj vse potem v življenju iščemo, kar pravzaprav leži izven nas. Tudi vaša prejšnja življenja, dragi moji, ležijo izven vas. Ja, lahko so določeni vzorci znotraj nas, ki pa so se lahko v nas vtisnili tudi kako drugače. Torej, dragi moji, mogoče ni bistvenega pomena tisto izven nas, ampak to, kar je v nas, se pravi, kdo ste, kaj razmišljate. Morda ni tako zelo grozno pomembno, zakaj, ampak kaj. Ta zakaj, veste, kje je pomemben? Ko nas zanima, zakaj se nam je nekaj zgodilo, zakaj znova ista težava, zakaj znova enak odnos. Ko bi imela cekinček za vsakič, ko pridete k meni, z istim izzivom, istim odnosom, istim tipom osebe, istim razočaranjem, isto pogubo, istimi izzivi. Jaz recimo jih imam na moji spletni strani, priznam. Kar nekaj let so se mi isti izzivi ponavljali. Kaj vas učijo, kaj vam prinašajo, zakaj so tam? To pravzaprav je tisto, kadar pa se vprašajmo, zakaj. In kako premagajte svoj glavni izziv življenja, se skriva v kratki analizi, se pravi odgovor, kaj ta izziv sploh je in kako ga premagati, ki je junija ravno zato znižana, da vam olajšam, da vam numerologija olajša vašo pot. To je moja vizija mojega življenja, to si jaz želim zase. Biti tisti majhen gradnik na poti vas, ki iščete pot nazaj do sebe. Če tudi je to samo ferbec, veste, kolikokrat iz ferbca najdemo tisto, kar v danem trenutku rabimo. Jaz sem bila celo moje otroštvo, moj bog, tako zelo zaljubljena Michael Jacksona. Moji dragi sodelavci lahko povejo, da ko je Michael preminil, kako velike solze so tekle ob tem dogodku. Seveda se ne moram nagledati njegovega filma, spet mi gre na jok, super. In potem sem šla brati knjige, za katere sem slišala, da jih je on bral. Iz ferbca. Tudi slučajno si nisem mislila, da bom kaj pametnega zase našla. Moj bog, pa so bile lepe knjige. Pa so se mi dotaknile točno tam, kjer sem rabila. In pri tretji knjigi sem pomislila, ampak Lili, nekaj zelo podobnega ti v svojih vodilih deliš. Glejte, z numerologijo se ukvarjam 20+ let, res strokovno, da rečem, da stojim za tem. Pa
Pa še zmeraj tudi jaz rabim slišati tiste besede, ki jih mnogokrat vam govorim, ker smo vsi samo človek. Včasih rabimo slišati na drugačen način, iz drugega vira. Zato da pravzaprav ugotovimo, da zaklad leži v nas, da odgovori ležijo v nas, da ja, morda že vse vemo, pa samo z drugačnega zornega kota na to gledamo. Torej, dragi moji, junija poslušajte svoja čustva, iščite sebe in bodite, veste kaj, prekleto ponosni nase. Eni na svetu ste. Samo eni na svetu ste. Neponovljivi. In vaša moč je v tem trenutku in leži v tem, da imate sebe radi, točno takšne, kot ste. V tem trenutku, z vsem, kar se vam zdi, da je napaka, z vsem, kar se vam zdi, da je šibko, z vsem, kar se vam zdi, da drugi obsojajo. No, če smo se iz koga norca delali, je bil to Michael. Poglejte, pa je vseeno še danes njegov album najbolj prodajen na svetu. Torej, ne glede na to, kaj so vam rekli, s česa so se norčevali, česa vas je strah, kaj bi spremenili, v nečemu ste zagotovo najboljši vseh časov. Ok, zdaj bom pa otihnila in pojmo pogledati, kaj junij prinaša, glede na vaše število življenjske poti. Torej, število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma, toliko časa seštevamo cifre, vrstni red ni pomemben, da pridemo do ene same. Drage enke, bodite pozorne na detajle, prespite in pazite, da se ne boste obesile dobesedno na tisto, kar morda ni najbolj ključnega pomena. Za vas bo junij čas, v katerem boste prepoznali resnično drugačne razsežnosti sebe, absolutno duhoven mesec, absolutno pa tudi mesec, v katerem bi se lahko prebudil vaš perfekcionizem. Se pravi, če imate občutek, da nekaj ni dovolj dobro, ni dovolj hitro, vi morda niste dovolj dobri, niste dovolj samostojni, tukaj se pa dajte vprašati, zakaj. Kaj je tisto, kar manjka in ali je resnično to zahtevalo kritiko ali usmeritev. Torej, drage moje enke, naj bo junij mesec, v katerem iščete svoje dosežke, se za njih pohvalite in s to energijo stopate naprej v mesec julij. Drage moje dvojke, mesec junij vam bo dal veter v krila, več samozavesti, več odločnosti, več tistega občutka, da ja, zdaj pa res ja. Bodite odločne, bodite odlične, zavedajte se, da ste fenomenalne. Drage moje dvojke, jaz vem, da vi obvladate, kaj je komu všeč, česa si kdo želi. Resnično ste senzibilen, čudovit prijatelj. Bodite v mesecu juniju v prvi vrsti prijatelj, prijateljica, sebi. Kaj je tisto, kar vi potrebujete? Kaj je tisto, zaradi česar se vi, ljube moje dvojke, počutite močne, suverene? Kaj je tisto, kar vam daje samozavest? Temu se posvečajte junija. Presenečeni boste, kako čudovito darilo vam prinaša mesec julij, če boste junija samozavestni. Drage moje trojke, ljube moje trojke, mesec junij prinaša neko ponovno priložnost, žetev, občutek zdravljenja, ampak na drugačen način. Ste bitja, ki rada ustvarjajo. Ste oseba, ki resnično uživa v tem, da nekoga drugega osreči. Dajte v juniju to podariti sebi. Dajte sprejeti srečo zase. Dajte negovati sebe, dajte ustvariti nekaj lepega zase. Dajte biti barviti, izrazni v svojih lastnih odtenkih, v svojih lastnih besedah, v svojih lastnih čustvih. Bodite čim bolj avtentični. Drage moje trojke, jaz vem, da vi to ste. Ampak prišel je trenutek, v katerem, veste kaj? Pejte na goro. In z vsemi polnimi pljuči pokažite svetu, kdo ste. Naj bo vaš glas junija slišen. Drage štirke, drage moje štirke, resnično zanimiv mesec, v katerem po eni strani vas bo nekako potiskalo naprej v nekaj novega. Vem, da ste zanesljive, vem, da ste bitje tradicije, bitje rutine, bitje načrta. Morda pa junija ta načrt, ki ste ga imeli za ta mesec, ne bo ravno najbolj obstal.
Morda pa prihaja nekaj novega, razburljivega. Kaj je tisto, drage moje štirke, kar vam daje občutek varnosti, moči, suverenosti? Čutek celo, da ste na prvem mestu, da ste ta glavni, da ste vodja. Ker veste kaj? Točno to junij od vas pričakuje. Postavite se v vlogo voditelja, tistega na prvem mestu, ki odloča, in v mesecu juliju boste opazili, da so se vam pridružile osebe, ki imajo enako novo, drugačno vizijo, kot jo imate vi. Drage petke, mesec junij bo čustven. Bo obdobje, v katerem pravzaprav vaša svoboda ne bo v temu, da odjadrate na valovih nekam drugam. Ne. Veter svobode tokrat prihaja v povezovanju. Veter svobode, občutek tega, da ste neomejeni, pravzaprav prihaja v odnosih, kjer se počutite svobodni, kjer se počutite, da ste vi resnično vi. Se pravi, ne se umikati, ko nekdo na vas pritiska. Najdite sebe, ki se v tisti situaciji, temu odnosu, temu pogovoru, ne nazadnje, saj ni treba, da je to velika zadeva, vseeno počutite svobodne, da ste točno takšni, kot ste in da sebe ne zagovarjate. Sicer pa absolutno mesec strasti, novih, drugačnih odnosov in povezovanj. Drage šestice, za vas bo mesec junij resnično mesec romantike, čustev, izražanja sebe, izražanja vsega tega, kar morda si do zdaj niste dovolili. Drage moje šestice, čudovit mesec, da ste same do sebe, tisti svoj največji oboževalec, coach, ste zaljubljene, naravno frišno zatrapane same vase. Drage moje šestice, to bo mesec ustvarjanja, barvitosti, pejte se obleči v barve, eksperimentirajte, plešte, pojte, kiparite, ukvarjajte se z glino, počnite nekaj, kar resnično izrazi vaše bistvo in ob tem, drage moje šestke, ne gledate ali pojete pravilno, ampak v temu uživajte, karkoli je. Karkoli boste počele, drage moje šestke, v temu uživajte kot 3 leta star otrok v Disneylandu. Drage moje sedmice, mesec umirjanja, mesec stabilnosti, mesec, v katerem se bodo gradniki vašega življenja nekoliko umirili. Končno. Absolutno izvrsten čas za branje knjig, za raziskovanje, za analiziranje, za vse to, v čemer vi uživate. Izvrsten mesec, da greste morda v naravo sami, s knjigo, v tišino sebe, v poljane lastnih misli, v globine sebe, svoje modrosti. Kajti veste, junij prinaša širitev obzorja. Julij vam prinaša drugačnost, svežino. Naj bo junij tisti mesec, v katerem si spočijate, se razstrupljate, se umirjate in resnično zasidrate svoja prepričanja. Saj res? Ali ste še vedno prepričani v isto kot 3 leta nazaj? Drage osmice, ljube moje osmice, mesec sprememb. Mesec, ki prinaša neke vrste egzotiko. Širi vaše obzorja, vašo radovednost, izvrsten čas za vse, kar se dogaja na spletnem svetu, v tujini. Super čas za potovanje, super čas za raziskovanje, super čas, da bi se poglobili v neko eksotično, drugačno kulturo, drugačen način razmišljanja, prepričanja, delovanja, predvsem pa izvrsten mesec, da bi sebi dovolili, si drznili biti vse, kar ste. Si drznili poseči po sebi, drznili, drage moje osmice. Jaz vem, da ste pogumne, jaz vem, da ste podjetne, jaz vem, da ste vedno sfokusirane. Ali si drznete biti bolj spontane, bolj strastne, bolj neomejene, bolj manifestirajte. In še, drage moje devetke, ljube moje devetke, absolutno mesec, ki vrača ljubezen vam. Mesec, ki vrača sočutje, zdravljenje, luč, lepoto življenja vam. Ste doma? Boste sprejeli? A veste, to je približno tako kot DPD. Če vas ni, gre.
Zadnje čase berem po socialnih omrežjih, da se niti pozvoni več ne, ko se prinese paket. Morda življenje ne bo pozvonilo, morda ne bo potrkalo na vaša vrata na očiten način. Definitivno pa, drage devetke, življenje prinaša nekaj posebnega za vas. Darilo, povrnitev vsega dobrega, lepega, ljubečega, kar vi dajete drugim. Bi sami sebe opisali kot takšne, se prepoznate v teh besedah? In kdaj sami sebe nimate dovolj radi, da bi zase sprejeli najboljše? To vprašanje verjamem, da za kar nas vse. Dragi moji, jaz vam želim čudovit vstop v poletje, v nove dneve, v nove energije, v nove vas.